Pozdravljeni, danes sem za vas zopet pripravila napoved in to za vsa astrološka znamenja po vedski astrologiji Džotiš, tokrat za prvo sezono Mrkov v marcu in aprilu 2024. Naj najprej povem, da sem uvedla nekaj novosti na mojem YouTube kanalu, torej tukaj bojo še vedno za vse vas dostopne vse moje splošne napovedi, medtem ko napovedi za vsako znamenje posebej pa bojo dostopne za tiste, ki se boste vpisali na moje e-novičke. Lahko se boste vpisali prek moje spletne strani oracleoflight.org. Torej po vpisu na novičke boste takoj prejeli posneto napoved za vsako znamenje posebej, torej zdaj napoved za vsa znamenja, torej za prvo sezono Mrkov v letu 2024. Boste pa prejeli tudi še vse napovedi, ki so še zdaj aktualne. To so napovedi za vsa znamenja za leto 2024, potem prestop Rahuja in Ketuja, ki je bil novembra 2023 in bo trajal do marca 2025, ter napoved za prestop Saturna, ki bo tudi trajal do pomladi 2025. Saturn je pa prestopil v Vodnarja, torej že nekaj časa nazaj. Torej vse to boste prejeli seveda ob vpisu na moje e-novičke. Drugače naj povem, torej jaz upoštevam sideralni in netropski zodijak, pomeni, da upoštevam realno sliko neba, ker sem vedska astrologinja. Zdaj napoved za vsa astrološka znamenja je narejena glede na vaš ascendent, vašo luno, lahko pa pogledate tudi sonce. Če ne veste, v katerem znamenju imate ascendent, luno in sonce po vedski astrologiji, lahko to izveste tako, da greste na spodnji link, ki ga bom prilepila v opis, kliknete. Ta vas bo peljal na spletno stran, tam lahko izpolnite tabelico z vašimi rojstnimi podatki in seveda na ta način pridobite te informacije. In seveda tako boste potem lahko spremljali vse moje napovedi, ki jih delam. Predvsem delam torej napovedi za velike premike planetov, za mrke, pa tudi včasih naredim tudi mesečno ali pa mogoče za par mesecev skupaj. Torej drugače pozdravljeni, sem Uršula, sem vedska astrologinja, sem tudi tarot svetovalka, sem tudi coach, torej pozdravljeni na mojem kanalu Orakel oči Oracle of Light, Uršula Zakrajšek. Vabim vas, da se na moj kanal naročite, da ga všečkate, tako bo več ljudi videlo videlo to napoved. In seveda vas vabim, da še naprej spremljate vse moje napovedi po Džotišu in tarotu. Zdaj, za moj kanal lahko seveda tudi prostovoljno darujete, da bom imela možnost objavljati te vsebine še naprej, ker seveda veste, to je vse brezplačno. Spodaj bom prilepila link za podatke nakazilo in lahko darujete. Seveda se lahko vedno prijavite tudi na Džotiš ali tarot svetovanje pri meni, tudi na izobraževanje, Džotiš, tudi tarot, ciganke, kipar, poker karte, pa katere druge karte. Pri meni se lahko naučite tehnik branja kart, tako da potem, ko berete, v bistvu lahko berete iz katerikolih kart. Torej, jaz vas naučim tehniko branja, torej kako brati iz kart, potem pa seveda imajo pač določene karte, bom rekla, svoja pravila, kako se jih gleda, predvsem tarot, torej tarot je težji za naučiti se, ker se morate pač vseeno naučiti veliko pomenov, poznati dobro simboliko, ampak ostale karte se da pa dosti hitro naučiti, če poznate tehniko, ki je iza tega branja. Tako da, če pridete k meni, vas lahko naučim, da berete več kart, ne samo ene, torej da se potem tudi lažje lotite stvari, branja. Džotiš pa drugače zdaj ponujam samo individualno, torej če se želite prijaviti na Džotiš izobraževanje, torej pa zdaj samo individualno, lahko pa izberete katerega od tistih tečajev, ki jih ponujam samo, cene so za individualno poučevanje, ne za vsak tečaj posebej. Imam pa to objavljeno vse na moji spletni strani oracleoflight.org, tako da greste lahko na mojo spletno stran, si tam pogledate pod izobraževanje, pa vidite, kaj ponujam. Torej, bom tudi link za prijavo prilepila spodaj, pa si to lahko pogledate. No, zdaj pa kar začnimo z našo napovedjo. Torej, v tem videu bom predstavila lunin mrk, ta se bo zgodil v ponedeljek 25.3.2024 in pa sončni mrk, ki mu bo sledil in se bo tudi zgodil v ponedeljek, to bo pa 8.4.2024. Zdaj moram najprej nekaj povedati. Torej,
in tudi opozoriti vas vse. To želim že nekaj časa povedati, pa sem se potem zdaj odločila, da bom to zdaj dejansko tudi pač povedala. Torej, moje napovedi so narejene na podlagi gibanja planetov, torej temeljijo na energijah planetov, pa tudi na kozmičnih ritmih. In pač moram tukaj povedati, da stvari niso vnaprej vedno določene, torej niso stvari vklesane v kamen. Ljudje imamo svobodno voljo in so vedno stvari, neki dogodki, ki se bojo torej zgodili, oziroma stvari, ki se bojo zgodile v prihodnosti, torej so odvisne od več dejavnikov. Posebej, če je to neka kolektivna zadeva. Če je pač kolektivna zadeva, potem gre tukaj za preplet energije velike množice ljudi. In seveda tukaj včasih težko predvidevati, kaj se bo zgodilo. Neke stvari so sicer usojene, torej neki ljudje, ki torej mi v življenju srečamo, dogodki so tudi usojeni, kako jih bomo pa rešili, je pa seveda odvisno od načina reševanja, od zrelosti ljudi, od njihovega odziva, torej kako se kdo odzove in še od marsičesa. Tako da to je seveda zelo pomembno, da veste, torej da to so neka sklepanja na podlagi gibanja planetov, Isto seveda velja za posameznike, torej to, kaj se bo vam zdaj osebno dogajalo, je seveda odvisno od vaše natalne karte, torej od postavitve planetov v vaši karti, potem tudi od tega, katero obdobje živite in tudi od tranzitov, torej zelo veliko dejavnikov vpliva na to. In moje napovedi za znamenja so seveda tudi splošne in seveda včasih ne morejo z vsemi rezonirati popolnoma, in seveda vedno vas vabim, da me spremljate, ampak tudi vas torej prosim, da se vzdržite neprimernih, žaljivih komentarjev. Zdaj prav je, če se z nekim mojim, bom rekla, vpogledom ne strinjate, to je seveda vaša pravica, ampak seveda pustite pa tudi meni, da imam pravico, da pač povem svoje mnenje. In seveda, če želite karkoli povedati, vas prosim, da to poveste na spoštljiv način, torej da, bom rekla, niste nespoštljivi, da se ne delate norca, pač, ker ne rabite me spremljati, če me ne želite. To je vedno vaša pravica. Če pa me spremljate, pa vas prosim, da ste pač v komentarjih spoštljivi. Torej, če se vam pa zdi, da mogoče moja vsebina ni za vas, pa seveda me ne rabite spremljati. Isto velja za napovedi po kartah. Prav tako, torej so splošne in ni nujno, da z vami rezonirajo, v tem primeru lahko zberete seveda nek, bom rekla, moj drug video in greste pač pogledat drugam, ali pa seveda izberete koga drugega. Poleg tega moram povedati, da tudi jaz samo berem energije. Torej, nikoli se ne postavljam na eno ali na drugo stran, torej rada pač povem, kaj se v družbi dogaja, ker me zelo zanimajo ta družbena vprašanja, ampak zelo se držim tega pravila, da se ne postavljam ne eno ali na drugo stran, jaz v bistvu samo berem energije. Torej, tudi ne sodim nobenega, skušam biti objektivna. Torej, povem svoje mnenje. V astrologiji, pri Džotišu je tudi tako, da v bistvu nobena zadeva ni ne dobra, ne slaba, ker to so samo energije. Enostavno so. Torej, zdaj, kako pa mi neko stvar doživimo, kako jo doživljamo, je pa seveda odvisno od tega, pač, da kakšni duhovni zrelosti smo. Torej, odvisno je to od naše duhovne razsežnosti. Ker, naprimer, vesolje nikoli ne ločuje na dobro in slabo. Pač vesolje vse sprejema tako, kot je. In pač seveda mi pa ločujemo na dobro in slabo, ker smo se pač tako naučili, in v bistvu imamo to izkušnjo življenja na zemlji in pač ločujemo, da nekatere stvari so dobre, slabe, ampak v resnici to ni tako. Naprimer, primer, če vam povem, naprimer, ena oseba se loči, torej pač rečemo, ena ženska naprimer se loči od moža, in pač takrat to doživlja kot nekaj zelo težkega in smatra to kot za slabo izkušnjo. Čez nekaj časa, torej mogoče čez par let, pa mogoče ugotoviti, da to sploh v bistvu za njo ni bila slaba izkušnja in da je bila to mogoče dobra stvar za njo, da se je ločila. Torej, kaj je slabo in kaj je dobro, je zelo relativna stvar. Poleg tega, torej pri napovedih seveda tudi uporabljam intuicijo, je pa res, da se večinoma to z Džotišem sklada in da
tudi ponavadi se tudi te moji intuitivni prebliski torej skladajo z Jyotišom. Drugače pa intuicijo uporabim takrat, kadar so stvari zelo zapletene. Tudi zdaj bojo stvari zelo zapletene, kot boste videli pri teh mrkih. Torej, težke stvari bojo pri teh mrkih, ker je tudi zelo zapletena situacija. Pač to kažejo torej energije planetov, pozicije planetov. In bom pač skušala to pač povedati na čim bolj objektiven način, kaj se bo dogajalo. Ampak naj najprej povem nekaj o mrkih na splošno. Mrki so zelo zanimiv astrološki pojav. Zdaj, kdaj se zgodi sončni mrk? Zgodi se, ko je luna blizu sonca in je prazna, poleg pa sta Rahu ali Ketu. Sonce predstavlja dušo, predstavlja tudi našo življenjsko pot, tudi zdravje, kariero in zato so vse te stvari v času mrka zatemnjene. Lunin mrk pa se zgodi, ko je luna nasproti sonca in je polna, poleg sta pa seveda Rahu ali Ketu. In ker luna predstavlja naš naše misli, sočutje, občutke, čustva, naš občutek varnosti, se v času luninega mrka to seveda močno odraža. V to dogajanje seveda tako pri sončevem kot luninem mrku pa sta seveda, kot sem rekla, vedno vključena tudi Rahu ali pa Ketu, torej eden ali drug. In ona dva imata seveda nalogo, da temnita in senčita. Ona dva nekako pojesta luno in sonce, da si nekako to predstavljate, kako to zgleda. Zdaj, namen mrkov je, da zatemnijo sonce in luno, tako kot sem rekla, torej Rahu in Ketu torej senčita sonce in luno, nekako ju pojesta. In kaj se zgodi? Torej, zatemni se luč, ker sonce in luna predstavljata luč in svetlobo. Torej, da so nam stvari jasne. Skozi zatemnitev, seveda pa ta svetloba, ko je mrka konec, pa vedno prinese zato potem razjasnitev zadev, ker najprej mrki zasenčijo, torej neko stvar svetlobo, tako da mi v bistvu ne vemo, zakaj se gre, potem, ker pa konec mrka, seveda nam pa stvari postanejo jasne, ker se stvari, nekako razsvetlijo, Seveda je to pri vsakem posamezniku drugače, pri vsaki zadevi je to drugače. Zdaj, svetloba, torej, ki je resnica, v tem primeru, predstavlja resnico, posije torej kot luč iz teme. In kaj zdaj to pomeni? To pomeni, da lahko v tem času mi ozavestimo neke svoje notranje, škodljive vzorce, škodljive programe, neke notranje konflikte, travme, in to seveda lahko kasneje tudi preobrazimo in spremenimo, ker težko preobrazimo, če ne vemo, zakaj se gre. In mrki to zelo dobro pokažejo. Torej, najprej zatemnijo neko stvar, zato da bo potem seveda prišla resnica na dan, torej z namenom osvetlitve zadev, osvetlitve resnice. To je namen mrkov. Zdaj, sončni mrki prinašajo veliko negotovosti in zatemnjenosti, lahko tudi napetosti, stresa, ker temnijo, zakrijajo. Lunini pa seveda stvari jasnijo. Torej, sončev mrk, bom rekla, bolj stvari temni, nam ni tako jasno, kaj se dogaja, tudi ko mine, torej nekaj časa traja pri sončevem mrku. Lunin, torej po luninem mrku, pa se precej stvari razjasnijo, tako nekako je ta, bom rekla, dinamika pri mrkih. 2 leti nazaj so se mrki dogajali v sosledju, torej najprej je bil sončni, potem je bil lunin. Letos bo to malo drugače, ker se bo najprej zgodil lunin mrk in ta bo stvari razjasnil in določene zadeve se bojo tudi lahko zaključile, šele potem pa bo sončev mrk, ta bo pa lahko zadeve zelo zapletel in seveda bo kar nekaj časa potem trajalo, da se bodo zadeve razjasnile in to bo vse do jeseni. Torej, do jeseni bo potem se bojo stvari vlekle in potem se bojo kasneje, torej v jeseni verjetno tudi razpletle. Zato bojo ti mrki tudi težji in bodo pustili to trajnejše posledice. Zdajšnji lunin mrk lahko prinese precej strahov, občutek, da nismo varni, ker bo to s Ketujem, luna bo s Ketujem in Ketu predstavlja strah. Lunin mrk bo tudi prinesel stvari iz preteklosti, ki naj bi jih zdaj dokončno razrešili, lahko prekinili, lahko to transformirali.
In lahko ob tem luninem mrku pričakujemo neke zaključke. Sončo bo pa lahko prinesel neke priložnosti, lahko zelo velike priložnosti, naprimer pri stvarih, ki si jih močno želimo. Mogoče imamo neko obsesijo do nečesa, ne vem, si nekaj res močno želimo in bomo lahko to tudi dobili. Lahko bo prinesel pa tudi težave, ki jih bomo morali rešiti, ampak ta sončev mrk pa ne bo prinesel take zaključke kot lunin, ampak nas bo prisilil v reševanje zadev, ki pa se bojo vlekle vse do jeseni. Torej, nasplošno, mrki prinesejo neke spremembe, torej premike v naša življenja, torej, naprimer, kako delujemo naven, kam se bomo usmerili v prihodnost. Seveda, kot vedno poudarjam, da je to zelo odvisno od naše natalne karte. Kaj se vam bo konkretno dogajalo v času mrkov, to je seveda odvisno, kje imate postavljene planete, posebej, kje imate zdaj Rahuja in Ketuja, kje imate Luno in Sonce in v katerem obdobju ste in tudi kakšne tranzite imate. Torej, večje spremembe v mrki prinese, če ste naprimer v Rahu ali Ketu obdobju, v tem primeru zelo močno vplivajo na vas, tudi če imate planete v tistih znamenjih, kjer se mrki zgodijo, potem tudi so mrki za vas močnejši. Pa seveda so pomembne tudi stopinje. Če so na istih stopinjah ali pa zelo blizu stopinjam teh planetov, če se zgodi ta mrk, potem je to zelo za vas lahko naporno, posebej, če ste v obdobju, to lahko zelo na vas vpliva močno. Potem tudi, če se v času mrkov Rahu in Ketu nahajajo nad vašim ascendentom, tudi v tem primeru so za vas mrki bolj pomembni, ker se seveda dotikajo vas osebno. Zdaj bodo to čutile predvsem device in pa ribe, zato ker sta Rahu in Ketu, torej Rahu je v ribah, Ketu je v devici in zato device in ribe boste to zelo močno zdaj čutile ta mrk. Posebej, če ste v obdobju Rahu Ketu. Torej, in tudi, če se zgodijo nad vašo rojstno luno in soncem, tudi to je zelo pomembno. Torej, tam v tistih hišah lahko pričakujete večje spremembe, zdaj odvisno, kam pade pri vas devica, v katero hišo, kam pade riba. Kam padejo ribe. Torej, če povzamem, kako bodo mrki vplivali, močno odvisno od vaše natalne karte in obdobje, ki jih živite. Pri tem mrku se tudi večje spremembe lahko zgodijo, tudi če imate veliko planetov v vodnarju, to je pa naprimer značilno za ta mrk zdaj, ker energija mrkov bo počasi naraščala vse do prvega luninega mrka in to je seveda že zdaj. In ko bo pač ta mrk 25. aprila 2024, torej ko bo ta mrk, bo seveda to doseglo vrhunec. Vpliv pa se bo potem kazal vse še do maja, torej za ta lunin mrk, sončev mrk pa bo na nas vplival še vse do jeseni. Zdaj pri mrkih je tako, da pač vplivajo še dolgo potem, ko se zgodijo, lahko torej nekaj mesecev, tudi do pol leta. Nekateri tudi za 1 leto vplivajo še. To je kar dolgo obdobje, a ne? Seveda pa spremembe čutimo že pred mrkom, pa seveda po mrku, a ne? Tako da v bistvu bo tle zdaj napetost že kar naraščala, zdaj že v času marca se že narašča, nekateri to verjetno že čutite. Torej mrki, kot sem rekla, prinesejo spremembe, zdaj kako jih bomo mi sprejeli, je seveda odvisno od nas, od našega načina razmišljanja. Aktivirali bojo sigurno neke spremembe, dogodke v vašem življenju oziroma na vaši življenjski poti. Torej pri Luni nam bodo aktivirali neke čustvene spremembe, ker Luna predstavlja čustva. Pri Sončevem mrku pa pri naši nadaljnji poti, ker Sonce pa kaže našo pot v življenju. Te spremembe bojo lahko tudi nenadne in nepričakovane, ker bojo karmično pogojene, zgodile se bojo lahko na hitro, lahko vas bojo zelo presenetile in prisilile vas bojo v neko spremembo. Torej, tukaj gre za to, da včasih se mi upiramo neki spremembi, pa potem nas neke energije potem pa prisilijo v to, da naredimo spremembo ali pa neko dejanje. Gre za to, da nas v bistvu, namen tega je, da nas to porine na pravo življenjsko pot. Torej, to so spremembe, ki so za nas dobre, se nam morajo zgoditi, čeprav jih mi mogoče čutimo kot, da so slabe, to sem prej razlagala.
pa tudi mogoče spremembe, na katerih smo mi delali in smo želeli, da se zgodijo, pa do zdaj ni bilo priložnosti za to. Lahko je tudi taka sprememba. Poleg tega smo mogoče upali, da se te stvari zgodijo in obrestujejo čez par let, ampak nam bo zdaj dana možnost, da se zgodijo veliko prej. Seveda vse te spremembe so pod vplivom naše pretekle karme, naših preteklih dejanj. Ker mrki so namreč vedno zelo karmični, posebej bojo pa ti mrki karmični, posebej ta lunin mrk, ker je v znamenju device, devica je pa karmično znamenje. Torej, če smo se na določenih področjih mi potrudili, delali pozitivno, se nam bo to v prihodnosti obrastovalo in bojo te spremembe precej pozitivne, če pa smo delali slabo, pa bojo negativne. Torej, to so seveda potem lahko dobitki v našem življenju, neki novi začetki, lahko so pa tudi izgube. Lahko se torej zgodijo dramatične spremembe v odnosih, lahko se kakšno partnerstvo konča, lahko se spremeni. Veliko bo dela na odnosih, nekatere ljudi bomo pustili za sabo, nekateri odnosi bojo drugačni, torej tukaj bojo kar precejšnje spremembe. Zdaj, kot sem rekla, Rahu se nahaja v ribah, Ketu v devici, sem prej že omenjala, od novembra 2023 in letošnji mrki se bojo seveda zgodili na tej osi, torej na osi ribe in device in prinašajo seveda spremembe vezane na znamenje device in ribi ter na hiši, v katerih se ti dve znamenji pri vas nahajata. Tisti, ki ste v ascendentu riba ali devica ali imate luno ali sonce v teh znamenjih, še posebej, če ste v Rahu in Ketu obdobju, lahko torej v času mrkov doživite res pomembne spremembe. Zdaj lunin mrk, če gremo najprej na ta lunin mrk, ki se bo zgodil 25. marca 2024 ob 8. uri. Torej, da najprej povemo nekaj o tem mrku. Torej, viden bo v Evropi, ne bo tako preveč težak, no, bo pa lahko zelo naporen za znamenje devico in ribi, posebej za devico. Mrk se bo zgodil v znamenju device, tu se bosta nahajala Ketu, južni lunin vozu in pa luna. Nasproti njih dveh pa se bodo v ribah nahajali Rahu, Sonce in Merkur, pa tudi Neptun. Zdaj, veliko vpliv na ta mrk bo imel Merkur, ker znamenju device vlada, torej tam, kjer se bo mrk lunin zgodil. V času mrka se bo nahajal na 29 stopinjah rib, kar pa je Gandanta položaj, poleg tega bo pa še debilitiran. O Gandanti sem lansko leto že veliko govorila, ko smo imeli poplave. Zdaj, če vas zanima, kaj Gandanta pomeni, torej si lahko pogledate ta moj posnetek iz lanskega leta, april, torej v času aprila sem ga posnela, ga bom prilepila v opis, pa si tam sem torej zelo razložila podrobno, kaj je Gandanta, ne bi zdaj tle ponavljala vsega tega. Torej, Luna in Ketu bosta v Hasta v zvezdi, Sonce v Uttara Bhadrapad, Rahu in Bud, Merkur pa v Revati. V tem času sta skupaj v vodnarju tudi Saturn in Mars in v Šata Biša Nakšatri, kar je zelo, zelo pomembna energija, močna, težka energija, konfliktna, pa Venera v Purva Bhadrapad. Torej vse te energije bodo nas vplivale na način, da bomo lahko v tem času mrka čustveno, precej vznemirjeni, lahko raztreseni, napeti, zmedeni. Lahko bomo imeli tudi občutek, da se utapljamo in izgubljamo tla pod nogami. To je ta Gandanta, nam lahko to povzroči. To bo čas, ko se bomo težko spopadli z realnostjo, lahko nas bo tudi zanašalo. In zato se vam mogoče svetuje, da v kakšnih res pomembnih odločitvah, torej, če imate kakšne pomembne odločitve za sprejet, potem poiščite na svet, se s kom pogovorite, zato da vam bo tista oseba dala neko drugo sliko o dogajanju. Zdaj, kot sem rekla, lunini mrki vedno prinesejo jasnost, tudi ta ga bo prinesel. In seveda na koncu tega mrka nam bo jasno, kje stojimo, naprimer v neki situaciji, v nekem odnosu. Lahko bomo stvari pripeljali do trenutka, ko bomo seveda bolj razumeli neke stvari, ki so nam bile do zdaj nejasne, nerazumljive. Lahko tudi na površje pride kakšna skrivnost, to je pri luninem mrku zelo značilno. Poleg tega bomo verjetno neke stvari v tem času privedli do konca, torej neke težje stvari se bojo zaključile, tudi če naprimer ne želimo, da bi se, ker ta lunin mrk bo prinesel zaključek, lahko bo nepričakovan in tudi če ga pač ne želimo, bo vseeno prišel. Je pa vedno res, da ponavadi, ko pomislimo, vidimo, da v bistvu
nekaj, kar se je zgodilo, ni bilo tako nepričakovano, ker mogoče včasih v sebi globoko vemo, da se bo nekaj zgodilo, pa da se nekaj mora zgoditi, pa vemo, da se nekaj mora spremeniti, pa si včasih tajimo, a ne si lažemo, nočemo si priznati. Ampak mrk bo torej prinesel možnost, da nekaj zaključimo, da se z nečem soočimo, sprijaznimo in seveda bomo potem to tudi naredili. Torej, mrk nas bo prisilil, torej, da se bomo z nekimi stvarmi soočili, z nečem, ker pač v sebi globoko čutimo, da je potrebno narediti, spremeniti ali pa zaključiti. Torej, nekaj na čustveni ravni bomo morali nekaj spustiti, zaključiti. To bi bilo pa seveda lahko čustveno zelo vznemirajoče, naporno, posebej torej za, bom rekla, za device, lahko tudi za ribe, pa nekatera druga znamenja. Je pa res, da bo delni lunin mrk pa mogoče ne bo tako težko, kot če bi bil popolni. Torej, ta mrk se bo torej zgodil v znamenju device, devica je v osnovi 6. hiša, torej hiša dela, rutine, zdravja, pravnih, denarnih zadev, tudi sovražnosti lahko. In zato nam bo verjetno, torej v koncu tega mrka nasplošno bolj jasno, kje stojimo glede teh vprašanj. Torej, v Sloveniji, na primer, je zanimivo, da imamo zdaj zdravko, ja. Da imamo stavko zdravnikov. No, jaz sem pa to zdravko, ja, zdravko, imamo zdravko, okej. Sem skombinirala eno besedo, Torej, imamo stavko zdravnikov, in pač ta 6. hiša predstavlja zdravnike, javno upravo, zdravstvo, In seveda pri zdravnikih je v ospredju denar, to nakazuje Hasta Nakšatra, in se seveda sprašujejo, če so dovolj plačani za to, koliko delajo, in imajo verjetno občutek, da niso. Potem se veliko govori o nadurnem delu, je pa res, da se pač lahko v tem času pokaže, da so želje zdravnikov v tem času nerealne in neuresničljive, ampak to glede na situacijo v državi. In da mogoče dejansko vlada jim ne more ugoditi, tudi če bi jim želela, ker je Merkur debilitiran in v Gandanti. Torej, to so mogoče neka nerealna pričakovanja. Torej, če ravno so verjetno zahteve zdravnikov upravičene, danes so jim bile obljube, torej, so nažalost trenutno bolj kot ne nerealne, glede na to, kaj se dogaja v vladi, Tako da, če bojo hoteli, torej stavko končati, bojo verjetno morali vsi sprejeti neke kompromise, je pa res, da se bojo zelo, zelo težko pogovarjali, veliko bo izogibanja, mogoče se niti ne bojo želeli pogovarjati in zato bojo zelo, zelo težko dosegli nek dogovor. Seveda je pa res, da smo se v tem procesu tudi ostali državljani začeli spraševati, koliko dobimo pa mi za naše storitve, torej koliko plačujemo in koliko dobimo na področju zdravstva. Tudi smo se verjetno začeli spraševati, torej koliko dobimo za neko delo naše, koliko smo plačani. Pa smo verjetno ugotovili, da je to pri nas precej porušeno, to dajanje in sprejemanje, torej ni ravnovesja, da mogoče več dajemo, kot dobivamo, seveda v denarnem smislu. Zanimivo je, da je leto 2024 tudi leto 8 po tarotu, ki predstavlja ravnovesje, pravico. In v ospredje potiska vprašanje financ in pa ravnovesja med delom in plačilom, torej sorazmernosti dela ter potrditve tega dela. Kar pa seveda je v današnjem svetu denar, zato smo seveda namreč plačani. Sej denar je tudi energija, torej mi damo pač neko energijo v delo, zato dobimo nazaj energijo, v tem primeru je to denar. Ampak seveda pač v tem času, torej v času tega mrka se bomo ukvarjali s tem, koliko delamo in koliko smo plačani. S tem se že ukvarjamo, pa se tudi še bomo. In to je seveda leto, ko se bo to moralo začeti uravnovešati. Torej, to je nasplošno, za vse ljudi velja, seveda velja tudi za zdravnike in njihove plače. Torej, treba bo neko ravnovesje najti, torej, posebej je to zdaj pomembno, ker je Saturn v Vodnarju in močno odpira to vprašanje ravnovesja med dajanjem in sprejemanjem, torej koliko dajemo energije v neko delo, koliko dobimo nazaj plačila. Ker Saturn torej v Vodnarju, kot sem rekla, odpira to vprašanje že več kot 2 leti in to se bo moralo urediti. Torej pač je pa res, da je pa seveda Pluton
Pluton je pa v Kozorogu, a ne? Kaj pa to pomeni? To pa pomeni, da se torej stare strukture držijo tega, kar imajo in hočejo torej manipulirati, se grejo igrice, da bi obdržale to, kar so do zdaj imele. Torej, bom rekla, vladajoče strukture, stare strukture, torej hočejo, da so stvari po starem, a ne, da se stvari torej dogajajo tako, kot se so do zdaj dogajale in da stvari potekajo seveda tako, kot so do zdaj potekale. Ampak seveda ljudje pa nočejo več tega. Ljudje pa hočejo torej, da so za svoje delo plačani. Torej, da je neka, bom rekla, ravnovesje med dajnim sprejemanjem. A ne? To pa ljudje hočejo. Medtem ko vladajoči, a ne, s tem Plutonom v Kozorogu, pa seveda želijo, da stvari ostanejo iste in se držijo torej, teh starih struktur. Ampak torej, astrološko gledano kaže, da strukture se bojo začele torej, počasi razpadati in stvari se bojo morale spremeniti, a ne, če vlade hočejo ali pa če nočejo. Torej, potem razmišljali bomo tudi, koliko energije vlagamo v delo v primerjavi z domom, ugotavljali, da si pri delu želimo več svobode, vsa finančna sredstva nam ne morejo zamenjati kvalitetnega časa, ko smo doma s svojimi ljubljenimi, to tudi kažejo nove generacije, ki v bistvu zelo visoko cenijo torej, prosti čas in niso več pripravljene delati tako, kot so stare generacije delale, ne? Oziroma generacije pred njimi, torej cele dneve. A ne? Torej, pač seveda bojo to samo razmišljanja, drugače bomo še vedno vpeti v delo in služenje denarja. Videli pa bomo tudi, da ne glede na to, koliko se trudimo v poslu, lahko tudi malo privarčujemo. Torej, stroški, torej rahu v ribah, torej stroški se povečujejo, vse se draži, to bo zdaj v letošnjem letu še vedno zelo aktualno. Potem, lahko se nam v tem času spremeni rutina, lahko nam odkrijejo neke stvari glede našega zdravja, nove, lahko najdemo neke nove načine zdravljenja, tudi ugotovimo, kaj nam je, torej v tem času nam lahko postavijo neko pravo diagnozo in končno izvemo resnico glede našega zdravja in se tudi soočimo z našimi zdravstvenimi problemi. Glede tega bi nas lahko stisnilo. Zdravje bo v ospredju in tudi zdravstveno vprašanje, tako kot sem rekla. Lahko se pojavi tudi nek strah glede zdravja in zdravstvenih problemov, v Sloveniji se mi zdi, da to je zaradi stavke, da je ljudi že malo strah. Lahko se pojavijo celo fobije, bodo pa v ospredju zdaj tudi bolezni, ki otežujejo dihanje. Torej pred tem ali torej pred mrkom, pred 25. marcem, pa po njem torej neka bolezni, ki otežujejo dihanje. Lahko bi bil večji val nekih takih bolezni. To je pa naprimer oslovski kašelj, je zanimivo, ker se je zdaj že pojavil ene parkrat, lahko tudi korona, lahko tudi gripa, ne, torej bolezni, ki otežujejo dihanje. Torej, stavka pri nas bi lahko še vedno sprožila vrsto strahovne jasnosti. Zdaj je možnost, da se ta stavka konča v drugi polovici marca, torej po 25. marcu ali pa enkrat takrat, saj bo lunin mrk prinesel možnost zaključka torej teh vprašanj. Je pa seveda res, da se bojo vsi morali malo ustaviti in razmisliti. Bo pa pri vseh prisotna jeza, občutki, da se ne da nič narediti in zelo težko se bodo pogovarjali. Ampak bo tukaj treba narediti nekaj kompromisov, tako da tukaj zdaj težko rečem, ali bojo ali ne bojo, ne? Ker je to seveda odvisno od teh ljudi, ki se udeležujejo teh pogajanj. Ampak energije so pa kar težke. Bo kar težko stanje, lahko se zgodijo tudi kakšni večji spori, hujši konflikti, ker na to pa seveda vpliva težka energija Saturna in Marsa, pa še Venera je v vodnarju, torej otežuje odnose. Težka borba bo, tako za finance, prihodke zdravnikov, težave bojo v odnosih. Zdaj Saturn in Mars sta v Šatabiši, ki predstavlja tudi zdravnike, zdravljenje. Verjetno se bo sprožilo veliko jeze. Upam, da se nam ne bo zgodil kakšen večji konflikt, da ne bo kakšne večje sovražnosti. Zdaj, če bojo sprejeli dogovor do 25.3., potem bo to nekako držalo, se bo takrat pač nekaj zaključilo, če pa po 8.4. pa se nam to lahko zavleče do jeseni. Jaz upam, da se nam ne bo.
Res bo zanimivo gledati, kako se bojo te energije sprovedle, ker so res težke. Zdaj, če se bojo pa med mrki dogovarjali, bo pa verjetno veliko nejasnosti. Tudi to upam, da se ne bo zgodilo. Torej, v času tega mrka lahko drugače tudi izvemo za nekoga, ki nam ni naklonjen, lahko pa imamo občutek, da nam nekdo ni naklonjen. Tudi to je možno. Lahko tudi rešimo nek problem v poslu ali pri sodelavcih. Lahko se kakšen sodelavec od vas umakne. Prisotna bo potreba po večji pazljivosti, ampak kot sem rekla, že prej ne bo tako intenzivno. In pa to, kot sem že prej poudarjala, je zelo karmičen čas in zato, če smo do zdaj delali dobro, bomo poplačani za dobra dela, če smo delali slabo, pa seveda ne bomo. Če smo delali dobro, nas čakajo blagoslovi, torej slaba dela pa seveda neke vrste kazen, torej Jupiter je v Barani, prinaša pravično kazen, spet glede na kozmos, kako si vesolje to predstavlja. Torej mi spet včasih razumemo, da je neka kazen, ki jo je nekdo doživel, da mogoče ni bila za njega pravična, ampak seveda vesolje si to razlaga po svoje. In tako tudi vedno moramo gledati te energije, ki se torej dogajajo in to, kar se dogaja po svetu, ker mi imamo včasih občutek, da je nekaj nepravično, ampak to je v bistvu samo odraz karme. Torej, če je nekdo delal veliko stvari, ki pač niso bile v redu, bo seveda slej kot prej ga karma doletela in tako je seveda tudi v globalnem smislu. Torej, tudi ljudje bomo morali enkrat plačati za vse to, kar smo naredili naravi, naprimer. Če naravo zastrupljamo, nam bo tudi narava to vrnila nazaj. Če bomo pa lepo delali z živalmi, z naravo, bomo pa seveda blagoslovljeni. To je pač vedno tako. Torej, devica, sem rekla, je karmično znamenje. Posebej pazite na živali. Torej, bodite pozorni na to, kako ravnate z živalmi. Ker 6. hiša so tudi domače živali, posebej mucke, psički. Torej, bodite prijazni do živali. Tako da ja, to je zelo pomembno. Seveda se vam pa vedno svetuje meditacija, povezano dihanje, to je ena taka zelo dobra meditacija, ki jo tudi jaz učim, drugače pa tudi mantre. Če želite se to naučiti, me lahko kontaktirate, torej boste imeli vse povezave v opisu. Tam si lahko pogledate, gre se na moj program oracleoflight.org, kjer to tudi ponujam, torej da vas naučim meditacije, mantranja in potem seveda vse te, bom rekla, težje zadeve torej potem lažje lahko prebrodite in tudi te mrke, posebej, če ste riba ali pa devica. Torej, no, zdaj pa pejmo kar na Sončev mrk. Torej, Sončev mrk se bo zgodil pa 8.4.2024 v Ribah ob 8 uri in 2 minut zvečer. 8 in 2 minute zvečer. Bo popolni in bo lahko precej naporen, pa posebej za znamenje rib, za ribe. V Ribah bo zelo veliko planetov, torej vsa energija se bo zgostila tam, tako Sonce kot Luna, Rahu in Venera in Neptun. Naproti pa se bo nahajal Ketu. Ribam vlada Jupiter, ki pa se bo takrat nahajal v Ovnu in bo skupaj v Ovnu z retrogradnim Merkurjem, ki bo ravno vstopil v Ovna in to imamo seveda spet Gandanto, pa še s Kurjem bo, tako da bo pestro. Pa tudi Uranom, tudi Uran je tukaj še vedno v Ovnu. Torej, Merkur bo drugače retrograden v Ovnu, kasneje v Ribah, retrograden pa bo od 2. aprila, torej 2.4. pa vse do 25.4.2024, zato takrat bodite pazljivi. Mars in Saturn pa bosta skupaj v Vodnarju. Torej, spet vse to prinaša zanimive, dokaj težke energije. Torej, če vam je lunin mrk razjasnil, neke stvari vam jih bo pa Sonček zatemnil, tako da vam do jeseni ne bo točno jasno, kaj vam je storiti, ker bo veliko zmede in nejasnosti. Poleg tega bo Merkur retrograden. Torej, nažalost bo tako, da če boste v tem času podpisovali kakšne pogodbe, oziroma če se bojo nasplošno podpisovali dogovori, kar se verjetno bodo te nejasne, na koncu se stvari ne bojo stekle tako, kot je bilo prvotno mišljeno, dogovori v praksi ne bodo izvedljivi ali pa zelo težko.
To ne velja le za zdravnike pri nas, če bojo takrat kaj sklepali, kaj se pogovarjali, kaj podpisovali, ampak to velja tudi za vsa druga vprašanja, ki jih bomo reševali v tem času. Bo pa veliko torej, urejanja glede javne uprave. Že tako sem rekla, da bo letos leto učiteljev in pravnikov in vse to se dogaja, torej, da se bojo spremembe dogajale torej, na področju prava, sodstva in na področju šolstva. In poglejte, da so že sprejeli torej, zakon o osnovni šoli, tako kot sem napovedala, da jim je uspelo, čeprav je tukaj veliko nejasnosti, tudi ne vejo točno, kako se bo izvedljiv v praksi, ampak so ga sprejeli, tako kot sem napovedala na začetku leta. Potem tudi vprašanja, torej, kot sem rekla, glede sodstva, potem torej, odvetniki, sodniki, tožilci, potem bo veliko odprtih vprašanj glede zaprtih ustanov, to so pa seveda vsi, torej, vsi torej, zdravniki in bolnice, pa učitelji in šole, torej zapori, sodstvo, to so vse zaprte ustanove. Potem se bo tudi veliko razpravljalo tudi glede tujcev in odpirala se bodo vprašanja glede tujcev. Tudi o vodah se bo verjetno veliko razpravljalo, o poplavah. Verjetno bodo ugotovili, da bodo imeli precej večje stroške, kot je bilo na začetku mišljeno. Ampak tukaj se bodo seveda pojavljale težave, odprta vprašanja, rešitev bo pa bolj malo ali pa ne bojo prave. Zato res upam, da se glede zdravstvenih zadev dogovorijo torej v času pred Luninim mrkov. Ali pa vsaj do Sončevega, ker če se bojo stvari reševale po 8. aprilu, potem bo to se vleklo do jeseni. Res pa je, da se neke stvari morajo urediti, torej pač ne more več tako iti naprej. Da je treba zadeve začeti konkretno reševati, ker seveda vidimo, kaj so te stavke vse odprle. Torej, veliko je perečih vprašanj, velikih zadev, ki jih je treba rešiti. Torej, Merkur bo retrograden do 2. aprila 2024, se opravičujem, ne od. Ja, zdaj sem rekla, od 2.4.2024 naprej. Torej, če imate kakšne stvari za urejati, jih dajte pred tem datumom, če pa lahko, pa bi vam svetovala pred 25. marcem, torej pred Luninim mrkom. Res je, da vam ta Lunin mrk lahko prinese zaključek, tako da se lahko držite in urejate, torej bom rekla, mogoče do 2.4. Po tem datumu vam pa res nasvetujem, da kaj podpisujete, se dogovarjate, ker se ne bo dobro izteklo, ne bo tako, kot ste pričakovali. Torej, če je možno, naredite stvari do 25. marca, če se pa nekako ne morete dogovoriti, pa vsaj do 2.4., ker tale retrogradni Merkur bo pa še težji. Torej, pazite res pri poslovnih dogovorih. In če ne morete urediti do 2.4., 2. aprila, raje počakajte na maj in potem urejate stvari. To je pač moj predlog, moj nasvet. Torej, drugače ta mrk Sončev prinaša tudi večje kritike na politiki, njihovo delovanje. Vodilni se seveda bojo morali vprašati, kako začeti stvari reševati produktivno, učinkovito, tudi drugače, če do zdaj ni bilo učinkovito, na način, da bojo uspešni. Vladajoči bojo tudi morali začeti odgovarjati za nastale razmere, okoliščine jih bojo zagotovo v to prisilile. To je seveda, kot sem že prej rekla, močan čas oziroma čas močnega odplačevanja karme. Ribe morajo biti previdne, če so naprimer na kakšni višji poziciji ali pa če so vodja. Torej, v tem času bomo deležni poplačila v dobrem ali slabem smislu, pravica nas bo dohitela. To še posebej velja za vse vodilne, ki bodo postavljeni pred dejstva in jih bojo mogli reševati, torej hoteli ali pa ne hoteli. Jupiter je v Barani nakšatri, torej pravica bo prišla, in tudi kazen, če je treba. Barani nakšatra je torej nakšatra kazni, je pa tudi nakšatra konflikta, tako da s to energijo torej Marsa in Saturna skupaj v Vodnarju, pa še torej ta Mars vlada temu Jupitru v Barani. Torej jaz upam, da nam bo kakšnih večjih konfliktov. Pazite se kakšnih večjih konfliktov, Bodite strpni.
Drugače v tem času pazite tudi pri potovanjih v tujino, lahko se tudi pojavijo kakšni zastoji, pazite tudi pri nepredvidljivih stroških, potem zadevah povezanih s tujino, zaprte ustanove bodo v ospredju, tujci, sem že prej povedala, če imate kakšno skrivno razmerje, potem bodite tudi zelo pazljivi. Potem v tem času bi lahko imeli občutek, da ste za vse sami. Je pa to zelo dober čas, da delate na sebi. To je pa dober čas za mantre, dihanje, povezano dihanje, meditacijo, jogo, torej za kakršnekoli dejavnosti, ki so povezane z dvigom zavesti. To je pa super čas za to res. Torej na splošno se bodo vse zadeve, ki se bodo pojavile v času sončevega mrka, reševale postopoma in se bodo vlekle do jeseni, tako da se vam res svetuje strpnost. Zdaj, kako bodo ti mrki vplivali na vaše znamenje, pa seveda v napovedi za vsa znamenja. Napoved boste, tako kot sem rekla, že na začetku pridobili po prijavi na moje e-novičke, zato vabljeni. Link za prijavo bo v opisu. Zdaj, o prijavi na moje novičke boste deležni veliko brezplačnih napovedih, kot sem že povedala na začetku, tako po Džotišu kot tudi Tarotu, v mojih kartah Rozeti. V aprilu pa bom naredila tudi napoved za vsa znamenja, za konjunkcijo Urana in Jupitra v aprilu, ter prestopa Jupitra v Bika v maju, ter Urana tudi v Bika v juniju. Tako da vabim vas, da me spremljate še naprej in vam želim lep dan še naprej.